Marjana, v škatli sem najdla tole knjigo. A mi mogoče lahko kaj več poveš? Jaz ne znam brati gotice. Ja, to je pa ena stara kuharska knjiga, ki jo je naš arhiv leta 1957 odkupil od nekega antikvariata. Gre za rokopis v nemškem jeziku in glede na značilnosti pisave sklepamo, da je nastala nekje okrog leta 1700. Zanimiv. A mogoče tudi veš, kdo jo je napisal ali pa kje? Ja, zato bo treba pa majčkeno detektivskega dela. Ja, sej, vi zgodovinarji ste pa skoraj kriminalisti. Ravno v 17. in 18. stoletju je bilo prav moderno imeti svojo lastno, unikatno, rokopisno kuharsko knjigo. In kadar gospodinja ni bila vešča pisanja, jo je zanjo napisal ali prepisal nekdo drug. Poglej to. Tukaj na zadnjem listu je nekdo napisal: Der, das geschrieben hat, ist ein Esel. Tisti, ki je to napisal, je osel. Pa še podpisal se je. Franciscus Permoyser. Ampak zanimivo, veš, v to knjigo je vložen bil še tale povezek receptov z neko drugo pisavo, z drugim rokopisom. In na njem piše Kochbuch für mich, Katarina Mlakar. Se pravi, moja kuharska knjiga in podpisana je Katarina Mlakar. Ampak na naslednji strani je pa podpisana Katarina Permoyser. Zdaj pa vprašanje, a je to Katarina Mlakar, poročena Permoyser, oziroma obratno, ali pa gre za dve različni osebi? Kaj pa vsebina? Kakšni so kaj recepti? Zanimivi. Po skupinah jedi. Na primer juhe, rezanci, cmoki, ribe, sladkarije, potem kakšne sadne kaše, čežane, sadne marmelade. Tako da je še tisti nagajivi Frančišek na koncu kazala napisal še in še jabolk. Sliši se, da so dobro jedli. Ja, ampak ne vsi. To so bile v bistvu jedi aristokratov, se pravi plemičev in bogatih meščanov.
Pa še oni tega niso jedli vsak dan. To so jedli samo ob praznikih ali pa kadar se je graščak želel pokazati pred svojimi gosti. Ampak zanimivo, veš, kar 1/4 receptov predstavlja postne jedi. Naprimer ribe, raki, školjke, polži, žabe, želve, bobri, vidre. Kaj? A bobre pa vidre? Ja, res. A ti to resno? Resno. 1/3 leta je veljal postni čas. In takrat se ni smelo jesti mesa kopenskih živali. Potem so se pa malo znašli. Velikokrat se omenjajo južno sadje, sladkor, mandlji, eksotične dišave in podobno. Ampak nekatera živila niso pa niti omenjena. Kaj misliš, katera? Ja, vem, da so paradižnik pa krompir včasih gojili kot okrasne rastline. Ja, res je. Pa koruza, fižol. Vsa ta živila so potrebovala kar kakšnih 200-300 let, preden so se splošno uveljavila na evropskih jedilnikih. A pa misliš, da bi se dal danes pripraviti še kakšne jedi po teh receptih? Težko, verjetno le približek. Težava teh starih kuharskih knjig je, da recepti večinoma omenjajo samo sestavine, ne pa tudi količin. Tako na primer v receptu piše: vzemi 10 jajc in jih vmešaj v maslo. In zdaj količino masla si moral ugotoviti sam. Potem druga težava so stare mere, stare uteži. Takrat niso tehtali v kilogramih, gramih, ampak so poznali funte, lote, unče in podobno. Razumem, ja, verjetno bi bilo res težko. Škoda. Ja, ampak vseeno pa velja poskusiti. Že nekaj časa me mika mandeljnova torta, ki je omenjena v skoraj vseh starih kuharicah. Jaz obožujem mandlje. Tale. Živjo! Ja, A lahko še mi dve malo poskusva? izvolite. Pa so res dobro jedli.